Ja, jaz sem spet potegnil vodnika, ampak seveda ne bomo brali te knjige, ampak bomo danes brali z menija v bistvu naročili Električne ribe. To pa je ganljiva zgodba Susan Kreler, ki prepleta prijateljstvo, družino, veselje in žalost. Hkrati pa nas nauči kar nekaj izrazov in English in auf Deutsch. Tija in Juš, guten Morgen, good morning, dobro jutro. Čau, Rok. Ja, tale knjiga je res ena prepletenka jezikov, ker glavna junakinja Ema govori nemško, angleško in včasih še irsko. Tija, si kaj pomagala s slovarjem na koncu tele knjige? Ja, in sem neizmerno hvaležna, da je bil vključen, kajti res je prišel v pomoč, še posebej pri besedah, kot so dichtgemacht, längert in lahko bi naštevali še ure in ure. Ja, je kar treba pogledati, ne? Ja, nujno, nujno. Knjigo je seveda prevedla Aleksandra Natali Zaleznik. Aleksandra, nekatere izraze ste vendarle ohranili v izvornem jeziku. Kako ste se odločili, kaj prevesti v slovenščino in kaj naj ostane v nemščini ali angleščini? Živjo. Čeprav je Ema odraščala dvojezično, se Litvijo v Nemčijo ugotovi, da obstaja ogromno besed, ki jih še sploh ne pozna. Hkrati pa je še vedno zelo povezana z irsko. Angleščina ali irščina jo spremljata tako rekoč na vsakem koraku. Zato so nekatere besede in fraze zapisane v izvirniku, kar je razloženo v slovarčku. Temu nisem ničesar odvzela, dodala pa sem eno ali dve nemški besedi, ki sta pomembni za zgodbo. Odlično, hvala, Aleksandra. 41 kratkih poglavij te kar drži v napetosti. Se strinjaš, Tija? Ja, lahko s polnimi pljuči priznam, da me je knjiga popolnoma prevzela. Ena slikovita pripoved se ukvarja z resnimi temami, a hkrati v knjigi ne manjka smešnih trenutkov, prepojenih s smešnimi irskimi kletvicami in čudnimi nerškimi besedami, za katere tudi jaz še nikoli nisem slišala. In kateri so te smešni trenutki, ki so te najbolj zabavali? Meni je bil najbolj prikupen in smešen poglavje, v katerem sta se Ema in Levin pripravljala oziroma vadila za pobeg. S tem, ko sta se opravila v zabaviščni park in se probala v njega pritihotapiti z eno od družin. Ampak seveda ni vse šlo tako kot po maslu in sta na koncu oba bila izgnana iz tega parka. Ja, sta pa postala dobra prijatelja, morda tudi zato, ker sta bila oba v stiski zaradi njunih mam. Misliš, da ju je ravno to zbližalo? Ja, oba imata težave z njunimi mamami, obe nekako deluje tako, da sta ujeti v svojih lastnih svetovih. In se mi zdi, da ljudje, ki se spopadajo s podobnimi težavami, da se ravno zaradi teh težav tako lažje in tako hitreje lahko zbližajo. Kajti podobno razmišljajo in v določenih trenutkih in zagatah tudi podobno odreagirajo. Ja, lepo je, da se najdemo tako v veselih kot v žalostnih trenutkih, a ne? Res. Hvala, Tija. Rok, zate pa eno nenagradno vprašanje. A veš, kaj pomeni izraz električne ribe? Ja, Juš, nimam pojma, upam pa, da bodo odgovor na vprašanje vedeli tekmovalci. Kaj pa vas mi sprašujemo? Knjiga Električne ribe govori o selitvi, ki lahko povzroči stisko. Ta beseda ima negativno konotacijo. Tija pa v njej prepozna tudi nekaj dobrega. Kaj pove? A. Ljudje s podobnimi stiskami se lažje zbližajo. B. Ljudje s stiskami lažje opozarjajo na stiske drugih. C. Ljudi stiske dolgoročno okrepijo. Ali D. Ljudi stiske učijo, kako se nanje pravilno odzvati. 4 odgovori z ljudmi, menite pa je, da je odgovor A pravilen. Ja, Tija pove, da se ljudje s podobnimi težavami lahko lažje in hitreje zbližajo. Pravilen je res odgovor A in to prinese 5 točk obema ekipama.